Začenjamo v Združenih državah Amerike, ki so v tem tednu postale novo, najhitrejše rastoče žarišče epidemije. Najbrž to ni to, o čemer je govoril Donald Trump, ko je dejal, da bo ZDA vrnil nazaj na vrh. Največ težav z novim koronavirusom imajo trenutno v New Yorku, ker je župan v borbi proti širjenju virusa ukazal odstraniti vse košarkarske koše. Ljudje se sicer še vedno lahko zbirajo na igriščih in igrajo košarko, vendar je to postalo precej brez veze, ker rezultat na koncu je zmer 0-0. Navodila za zaščito pred virusom pa je izdalo tudi newyorško ministrstvo za zdravje, ki je zapisalo, da je izmed vseh spolnih praks trenutno najbolj varno samozadovoljevanje. Čeprav nas je epidemija ujela nepripravljene, lahko nekateri vseeno rečejo, da so za življenje v karanteni trenirali celo življenje. Čeprav koronavirus ni spolno prenosljiv, pa strokovnjaki vseeno odsvetujejo spolne odnose, saj je del njih tudi poljubljanje. Mislim, kakšne spolne odnose imajo te ljudje, če se poljubljajo. A ni to za doplačati, drugače? Kako resno je trenutno stanje v Ameriki, pa nam daje vedeti dejstvo, da se je odločila spregovoriti celo prva dama Melania Trump. In to v angleščini. No ja, nekaj vmes. Hand washing is essential. Find a song your children can sing for 20 seconds while washing their hands. I encourage parents to let children know this will not last forever. Stavkom "to ne bo trajalo zavedno" je Melania Američane pomirila tako pred epidemijo, kot tudi pred predsednikovanjem njenega moža. Kot 20-sekundno pesmico, ki naj otroci prepevajo med umivanjem rok, pa naj bi po neuradnih informacijah predlagala refren pesmi Slovenija, od kod lepote tvoje, za tiste, ki ne govorijo slovensko, pa kar melodijo od Golice. Največje evropsko žarišče novega virusa pa medtem postaja Španija, ki je nekakšna logična naslednica Italije, saj tam živijo temperamentni ljudje, ki se radi objemajo in poljubljajo, ne glede na starost ali spol. K sreči pa niso prav vsi Španci tako lahkomiselni, ampak med njimi ostajajo tudi takšni, ki se po dnevnih opravkih podajo v polni zaščitni opremi. Ja, gospod se je za sprehod po mestnih ulicah oblekel v kostum tiranozaura. To se pa zgodi, ko zmanjka zaščitnih mask, pa moraš improvizirati. S kostumom je seveda želel izkoristiti pravilo karantene, ki Špancem dovoljuje, da zapustijo svoj dom zaradi sprehoda s hišnim ljubljenčkom. Policija pa ga je ustavila in mu izdala ustno opozorilo, ker je to počel brez spremstva lastnika. Da so španski policisti v teh dneh veliko prijaznejši kot ponavadi, pa priča tudi tale posnetek iz Majorke. Španski policisti prebivalce spodbujajo s pomočjo pesmi. Ker so ljudje tako prakso zelo dobro sprejeli in jo celo nagradili z aplavzom, oblasti že razmišljajo, da bi na enak način pričele izvajati tudi aretacije. Imaš pravico molčati, vse, kar rečeš, ti lahko škodi, imaš pravico do odvetnika, če nimaš denarja, si ga sposodi. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.